Skratka, Goran, pri nas v Sloveniji je nekako običaj teh rivalstv, poznamo Maribor, Ljubljana in tako naprej. V Ameriki je verjetno drugače ali pa vendarle ne? Miami, Orlando, zelo blizu ste si. Se to kaj pozna? Ne, mislim, da to ni, ne bi rekel, da je nekako rivalstvo. Če pogledamo, mogoče Miami, Indiana v prejšnjih letih, ki so igrali playoff, potem Boston, Miami, Toronto, tako da. Ampak vsako ekipo moraš respektirati. Kako se sami regenerirate, kako se pripravljate na te tekme, kajti ritem je res ubijalski? Ja, zdaj gremo na avion, prvo treba dobro jesti, da nekako dobiš nazaj vse potrebne proteine, vitamine in tako naprej. Tako da potem pa imamo na avionu ko bi rekel, Normatek, škorne, ki ti nekako pumpa noge, ima pa kakšno masažo zjutraj po treningu, tako da predvsem pa spanje, mislim, da vsaj 9 do 10 ur spanja, tako da si vsaj dokaj svež jutra, kajti to je zelo težko. Trenutno ste zdaj že nekaj časa v vlogi tistega, ki lovi, se pravi naslednji krog. Ali je to prednost ali je to težje? Kaj je bolje za igralca? Se loviti? Odvisen. Jaz sem bil v obeh situacijah, s Phoenixom smo bili v prednosti, pa smo na koncu izgubili, tukaj smo nekako lovimo, ampak ja, je težko, te ekipe, tako kot danes Orlando, vsi znajo igrati košarko v NBA, tako da oni so nekako že na počitnicah in mogoče nimajo pritiska, igrajo svobodno in danes smo res imeli slabo tekmo, ampak tako pač je. To je liga NBA, hitro se moraš nekako sprijazniti in probati odigrati čim boljšo tekmo naslednji dan. Malce smo se prej pogovarjali o tenisu, ali ste imeli kakšno priložnost spremljati ta veliki dvoboj Rafael proti Rogerju, zdaj na zadnje v Avstraliji ali ne? Ne, nažalost ne. Spremljam po internetu, pogledam rezultat, ampak zelo težko, kajti urnik je res, ko bi rekel, natrpan, zjutraj imamo treninge, potem tekmo, tudi takrat, ko imamo kakšen dan fraj, takrat imamo kakšne te dobrodelne namene, gremo v bolnico ali pa pogledati otroke ali pa v srednjo šolo, tako da vsak dan je nekaj. Vi ste vzornik mnogim mladim športnikom, ne samo športnikom. Kaj pa pri tenisu? Omenili ste, da ga igrate. Imate kakšnega vzornika, katerega igro skušate nekje povzeti na igrišču? Zdaj, Novak Djokovic, mislim, da je fenomenalen igralec, ampak všeč mi tudi Roger Federer, Andy Murray zelo dobro igra. Tako da, mogoče, ko sem bil malo mlajši, sem večinoma gledal še posebej Goran Ivanišević. To se zelo dobro spomnim, ko je osvojil Wimbledon. Torej servirate kot Goran? Ne, jaz sem res amaterski igralec, ampak mi je všeč kot šport. Tako da ja, vsako po koncu sezone se dobim s prijatelji in igramo kakšno partijo. Takole v medijih veliko prebiramo o statistikah, o rekordih. V kolikšni meri košarkarji spremljate te številke in te res impresivne številke, preko 20, recimo v vašem primeru trenutno? Pa niti ne, mislim, da so prav moj posel, to je moja služba, tako da, kot sem rekel prej, zelo dobro se počutim, igralci mi pomagajo pri tem, verjamejo vame, tako da jaz res igram, po mojem, s tisto sezono, ko sem bil v Phoenixu, pa to po mojem najboljšo košarko v mojem življenju, tako da je pa vse od trdega dela. To poletje sem zelo dobro delal z reprezentanco, prišel sem pripravljen in mislim, da je to razlog, zakaj tako dobro igram. Tudi o Patu Rileyju smo veliko lahko slišali, prebrali, da imata prav poseben odnos. Pa posebno, mislim, da je Pat, vemo, kaj on pomeni v svetu košarke, tako da zelo sem vesel, da sem lahko del te ekipe, da lahko z njem sodelujem, tako da treba bo še kar nekaj postoriti, ampak mislim, da smo zdaj na pravi smeri.
smeri, tako da lovimo to mesto za play-off. Smo si začrtali te cilje, tako da jaz upam, da nam bo uspelo. V medijih se tudi malce piše, da je slovenski as v Ligi NBA vendarle malce zapostavljen, da bi lahko kakšno nagrado več dobil. Ali je to prisotno, ne vem, da še mogoče Američane malce ščitijo ali ne? Jaz sem s tem obaden, če prvič povem. Tako kot sem rekel, meni je najbolj pomembno, da moji soigralci verjamejo vame, trenerji, vodstvo kluba, navijači, tako da jaz sem s tem najbolj zadovoljen. Definitivno bi si želel igrati na All-Staru ali pa sodelovati na kakšnih prireditvah, ampak če ne gre. S tem sem to nekako zgodbo dal ob strani. Fokusiram se samo na igro in definitivno moja prva želja je play-off. Če se dotakneva področja, bral sem, pa ne vem, če je to res, da ste kar velik fan Formule 1, da vam pa NASCAR ni tako zelo pri srcu, ampak vendarle bom vprašal, mi prenašamo NASCAR, ki ga v bistvu tudi komentiram, velika dirka je bila, ali je bila priložnost za ogled ali ne? Ne, v bistvu to, ker sem bil malo mlajši, sem gledal Formule 1 zelo rad, tako da zdaj pa pač s tem urnikom glih nimam kaj časa, ampak glih, mogoče kakšen mesec dni, 2 mesecema, eden od novinarjev vprašal, če gledam kaj NASCAR. Sem rekel ne, da imam raj formula in tako nekako je to prišlo. Spremljal sem vaš Twitter, Luko Dončiča, seveda spremljate, kolikor je to mogoče, kakšno besedo, mislim, da kar novem velikem zvezdniku, kakor se kaže. Mislim, da težko je reči besedam, kajti že iz njegove igre vse povejo. Mislim, da z 18 leti bi eden od glavnih igralcev Reala Madrida, tako da in v Euroligi to poje vse. Tako da jaz sem zelo vesel, da bomo lahko to poletje skupaj zagrali. Jaz mu želim samo, da bo zdrav in vse ostalo bo prišlo. Na koncu še vprašanje ali dve o vašem življenjskem slogu tule. Prišli smo februarja, zelo je vroče, kako vam ustreza ta klima, kaj počnete v prostem času, ki ga vem, seveda ni veliko. Jaz sem že nekako malo razvajen. Že malo sem že razvajen, tako da zadnjih 8 let, 4 leta v Phoenixu, leto dni v bistvu 5 let v Phoenixu, leto dni v Houstonu, potem zdaj v Miamiju, tako da nikoli nekako nisem bil na teh krajih, ki bi imel zimo, tako da mi to zelo ugaja. Ponovadi pa, ko imam kakšen fraj dan v bazenu, gremo na plažo z družino, tako da zelo lepo. In čisto na koncu, ne moremo čisto mimo politike, kajti tudi sem zasledil, da vedo soigralci, pa kateri drugi, ki je Slovenija, tudi po zaslugi zdaj prve dame, ali vas je morda predsednik kontaktiral, ali je bilo že kaj takega, da bi se srečali? Ne, nič kaj takega. Je pa res, da mogoče, predvsem navijači, če vprašajo, s kje sem, pa če rečem Slovenija, zdaj tako, iz tam je žena od Trumpa, Melanie, tako da zdaj mogoče malo bolj vejo, imajo pa še zmeraj malo težave z geografijo, ne vejo glih, kam bi dal Slovenijo.